Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Vsak dan, vsak trenutek, vsak vikend, vsako sekundo je treba izkoristiti za kaj lepega, za kaj krasnega, da kam greste, da kaj doživite, da se imate lepo. In moram reči, da vse pri meni je tako, da kar moram pa naprej planirati, za en mesec naprej, 2 meseca naprej, za 3 mesece naprej, marsikdaj. In potem tudi vem, kaj bom recimo takrat oblekla, glede na situacijo in vse. In moram reči, da sem zelo previdna, kadar izbiram materiale, tašne in drugačne. Najraje imam konopljena oblečila, tašna naravna, ki pa jih sicer nosi tudi Miha, ne? Tako je. Tebi je tudi pomembno vse to. Tako. Pa tudi tak ekstremist si pa to, ne? To ne bi se opredelil kot ekstremist, ne. A ne bi se? Ne. No, bi se tak drugačen mislila, ne? Zaradi tega, ker mi dva imamo kar nekaj skupnih stvari, ne? In sem rekla, pa to ta človek mi mora pa pol fiks povedati, pa dati kakšen dober predlog, recimo za mesec maj. Aha, ja, to definitivno imam predloge, ne. Ja, jaz grem rada kam na sveže in zeleno. Aha, no, potem je to v bistvu prav naslov. Prav naslov. Tako. Povej, kaj se bo dogajalo? Daj mi ta predlog. Ja, zdaj pomlad je prišla, ne, tako da v bistvu se prebujamo iz zimskega spanja, ne. In mesec maj je odličen mesec, da to tudi dokažemo, ne. Zato v bistvu Ingen Project organizira v bistvu tekmo soških vitezov, to je v bistvu kajakaški dvoboj po reki Soči, v nočnem času, tako moške kot ženske, ne. In v bistvu pripravlja dogodek, ki se bo odvijal od 13. do 15. maja. 13. do 15. maja. Zapišite si? 13. do 15. maja. V sklopu Soča Outdoor Festivala 2016, ki se bo dogajal v Kobaridu, Tolminu in Bovcu. Na enih izmed najlepših krajev v Sloveniji, najčistejših, tudi kar se energijsko tiče, ne? Ja, pač na tem področju, že zgodovinsko gledano, se je marsikaj dogajalo, pa tudi marsikaj je ostalo. Prana je tam močna, ne? Tako, ja. Ta življenjska energija in vse ostalo, bi lahko rekla. Tako. No, rekel si, marsikaj se je dogajalo. Kaj pa je recimo takega, ne? Zakaj se tam, ne? Zakaj so to potem neki viteški, ne? Boji tekmovanja? Ja, zdaj ne vem točno, za ki so zbrali ta koncept fantje, ki organizirajo to. Pač dogajalo se je marsikaj, se pravi sama zgodovina, vojna, prva svetovna vojna in tako naprej, ne. A ni bil en drevo tam tak zelo magičen, pa so ga pol ruknali dol? Ja, to je bilo v bistvu prav za tam, kjer smo mi stacionirani, v bistvu je bilo eno drevo, ki so ga staroverci oziroma pač domačini hodili častiti, ker je v bistvu izpod tega drevesa prihajala ena taka zdravilna voda, ki še zdaj napaja Kobarid. In potem so pač prišli, pa so ga posekli. Tako zgodovina je taka, ampak zdaj raste nova lipa, novo drevo in je tudi čas v bistvu za nove spremembe in za nov čas, za novo življenje. Za nove življenje, za nove rituale, take in drugačne. Za koga bi pa rekel, recimo, da je primeren ta dogodek, ne? Jaz sem tak, sem kar preseb, pa to pa jaz sem z veseljem podala v vse to, kar se bo tam dogajalo. Kako pa sicer je to primerno tudi za družine, recimo? Jaz mislim, da je v bistvu primerno za vsakogar, ne. Sicer sam, tako bom rekel, se pravi, dogodek je športno-rekreativne narave, samo v bistvu tudi zabavo, ne. In je tako zdaj, se pravi, začetek bo že v petek, potem pa v soboto mislim, da je najbolj atraktiven za obiskovalce, ker se začne že s gorsko-kolesarsko dirko v Kobaridu, ker bodo stojnice in razne pač take, bi rekel, popestritvene dejavnosti. Potem se bo pa dogodek preselil v Kamp Koren, ki je tik ob reki Soči, v bistvu par minut peš s Kobarida, mimo svetovno znanega muzeja, na primer. In tam se bodo dogajale razne reči. V bistvu bo šlo za organizirana bo odbojka na mivki, potem bo plezanje, slackline, se pravi hoja po vrvi čez Sočo in ob Soči, pa za začetnike. In tukaj jaz mislim, da kar se tiče za družine, imajo pač starši priložnost, da se otroci spoznajo, se pravi, da razvijajo motoriko, da začnejo razvijati ravnotežje, da poskušajo plezati. Ne pa samo računalnik pa to, ne? Tako, da so v stiku z naravo, ker tam je pač reka Soča in tudi, se pravi, naše kulinarične skrivnosti so na dosegu roke in tako naprej. Ja, ful fajn, Mika, res sem ful za mno duša. Ful si fajn oblečen. Ja, hvala, to je pač
A se lahko malo ustaneš, da te malo vidim? Lahko, neš nastane. Ja, ful si fajn. A ne? Prav fleten si. Ja. Všeč si bi. Pa to ti, lahko se vse še zdaj, pa to ti hvala. zdaj ne govorim zaradi tega, da ti moraš tudi mene pohvaliti. Čeprav če bi ne, Enako, ja, no se... Ne? Ja. Nisem danes v najbolj športnih oblačilih, ampak ti povem, da sem najraje v kakih pajkicah, pa kakšni malci. Ja, mislim, sem opazil, ker spremljam vašo oddajo, ne, tako da... No, pa Nisem to. prvič, da gledam. uživam. Super. Najlepša hvala, Mika, za vse tele predloge, ki si jih dal. Se pravi, takrat 14. maja, Ja, absolutno. tako. Se pravi, dajva še enkrat ponuditi. Kje in kdaj? Se pravi, od 13. do 15. maj v Kobaridu, 14. najbolj atraktiven in se začne, se pravi, v Kobaridu, v centru Kobarida z kolesarsko dirko in potem se nadaljuje v kampu Korenu z raznimi aktivnostmi. Se pravi, imamo odbojka na mivki, slackline, plezanje in potem večerna tekma v kajak spustu, se pravi dvoboju, kjer se bojo bojevali tako vitezi kot vitezinje s svojimi vesli v divjem toku reke Soče. Odlično, In najlepša potem hvala. zabava z DJ-jem, to ne smemo pozabiti, pod šotorom. Tako da ne glede na... Jaz bom svoje lonce prinesla, bom tam mal, pa veš, kako bo, ne? A veš, bo čisto redo. V redu. Takole, evo, še pred mesecem majem pa se bo zgodilo ogromno drugih dogodkov in eden med njimi je tudi ta, ki se bo zgodil 8. aprila v Kranju. Ne vem, če si ti za te zadeve. Govorili bomo namreč o nezemljanih in o razkritju le-teh. V Kranju se bo tole zgodilo, tako da vabljeni tudi na tole predavanje. Še nekaj prostih mest imamo. In lej, te povabim, ne? Hvala, ja, se zanimam. Se zanimaš, ne? Ti bi bilo zanimivo za to. Zakaj pa ne? Hvala še enkrat za vse te informacije, ki si jih posredoval. Evo, na trikrat-dvojni-ve, kam pa greš, a še malo počakal. Na trikrat-dvojni-ve klepetofkavi.si pa lahko tudi danes preverite najzanimivejše novice, tašne in drugačne, ki smo jih pripravili za vas, kar 2 brezplačni meditaciji, pa ne samo to, tudi kvize, ki so ne samo poučni, ampak tudi nadvse zabavni. Vse to in še več na trikrat-dvojni-ve klepetofkavi.si. A še mi da kaj spiva?